Petkova. Centrifuga. It's a time of peace, stability and predictability. Z uvodom o času miru, stabilnosti in predvidljivosti je francoski predsednik Macron izzval smeh pri občinstvu na gospodarskem forumu v Davosu. Na dan, ko je v zraku še visela grožnja Donalda Trumpa z vojaškim posredovanjem na Grenlandiji in s carinami. Vse to je potem nenadoma izpuhtelo. Kaj smo sploh gledali ta teden? Profesorica Sabina Lange v Odmevih. Torej, mislim, da smo gledali en šov, pri čemer pa smo se že zavedali, da je to šov. Se že gledamo to zdaj že nekaj časa in znamo na to tudi reagirati. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it. Vse, kar želijo ZDA, je samo Grenlandija, je Trump povedal v dolgem govoru v Davosu. In zlahka bi šlo, če bi uporabil silo. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. Ampak tega ne bo storil, je razbil napetost, ter tu kar sam označil za svojo najmočnejšo izjavo. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. Sicer se za najbolj krepko izjavo iz uro in pol dolgega govora poteguje kar nekaj njegovih stavkov. Sredi Švice, kjer je materni jezik skoraj 2/3 prebivalcev, nemščina, je izjavil: Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. Da bi brez Američanov še danes govorili nemško in malo japonsko. Očitno je skoraj da sam končal tudi drugo svetovno vojno. Kot v zadnjem času 8 drugih, nekatere se sploh še niso začele. Rešil pa je na primer spor Armenija. Azerbajžan. Za tiste, ki preverjajo dejstva, je materijala res veliko. O Kitajski, kjer da ni nobene vetrne elektrarne, čeprav so prvaki v proizvodnji vetrne energije. O inflaciji, ki da je v ZDA več ni in tako naprej. Nenazadnje je Grenlandiji kar 4-krat rekel Islandija, Iceland. Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money. Njegova predstavnica je potem pojasnila, da se je Ice nanašal na deželo ledu in da smo budci mi. Privrženci gibanja MAGA Trumpa sicer cenijo zaradi neposredne retorike, slišimo tudi analize, da je zdaj samo transparentno to, kar je včasih potekalo v ozadju. Čeprav smo potem izvedeli, da se je Trumpov šepetalec, kot se ga je zdaj prijelo. Mark, are you here? Yes, he's here. Hello, Mark. Šef NATO Mark Rutte s Trumpom brez Danske nekaj dogovoril o Grenlandiji. Da Trump zdaj razglaša popoln dostop, v zameno pa je Evropi tisti hip nehal groziti s carinami. Politolog Boštjan Udovič. Pri Trumpu se moramo zavedati, da zelo rad pada na laskanje in Rutte je tukaj odličen. Govoriti stvari, po mojem mnenju, ki jih sploh ne misli kot Nizozemec, gotovo ne. Ampak lepo se sliši to na drugi strani Atlantika. Če je Rutte podrepnik ali žrtvuje svojo čast, da ne bo vojne, bo morda pisalo v učbenikih zgodovine. Nekje v poglavjih o Grenlandiji, ki jim utegnejo slediti recimo tista o Kanadi, Panamskem prekopu ali Iranu, kamor je zdaj Trump čez noč poslal vojaške ladje. Evropa je bila tokrat na Trumpov šov pripravljena. Vzporedno je po 25 letih sklenila dogovor z državami Mercosurja, iz rokava je potegnila zamrznitev carinskega sporazuma z ZDA in nakazala, da je iz boklina v žepu tokrat bazuka. Jaz mislim, da je Trumpa šokiral odziv Evrope. Da je bila Evropa pripravljena in to, da je Evropski parlament, mene je tudi malo presenetilo, da je Evropski parlament s tako veliko večino dejansko podprl zamrznitev sporazuma. Mislim, da je bil ta neka budnica za Trumpa, da pač tokrat Evropa morda spet po 80 letih misli resno. Budnica je bil tudi govor kanadskega premierja Carneya, ki je povedal: dolgo smo se pretvarjali, da ne vidimo, kako si velesile prikrajajo svetovna pravila, v zameno smo dobili kolektivno varnost in finančno stabilnost, a ta kupčija ne velja več. Naj bom neposreden.
Smo sredi preloma, ne prehoda. Velike sile so začele gospodarsko soodvisnost uporabljati kot orožje, carine kot vzvod. Dobavne verige kot ranljivosti, ki jih je mogoče izkoristiti. Ne moreš živeti v laži vzajemne koristi povezanosti, ko ta postane vir tvoje podrejenosti. Carney predlaga tretjo pot, zavestno krepitev odpornosti srednjih sil in skupno delovanje. Je to začetek dvigovanja hrbtenice, zametek novega sodelovanja držav, ki ne želijo biti sateliti, neuvrščeni 2.0? Trump je po govoru umaknil povabilo Carneyju, naj se njegova država pridruži odboru za mir. Ja, tudi ta je bil ustanovljen v tem rodeo tednu. Oblikovan naj bi bil za Gazo, zdaj pa je Trump organiziral nekakšno konkurenco Združenim narodom, kjer več plačaš, več imaš. Vabila je doslej sprejela zanimiva jata podobnih ptic. Orban, Milei, Lukašenko in tako naprej. Putin in Xi še razmišljata, Unija ima resne pomisleke, Slovenija pa... Taka pobuda, kot je zdaj, odbora za mir, posega na področje Združenih narodov in to na način, ki se ga nobena, še posebej ne majhna, suverena država ne želi. In Slovenija zagotovo ne. Z tega vidika ne moramo podpreti takih izhodišč. Če se Trump na globalni sceni znaša nad zavezniki, se doma v Ameriki nad prebivalci z agenti Zvezne službe za priseljevanje in carine oziroma ICE, ki so, kot je ugotovil eden od ameriških komikov, v Iceland spremenili Minnesoto. V ameriški zvezni državi Minnesota so agenti ameriške migracijske službe ICE pridržali 4 otroke, med njimi 5-letnega dečka. Šolski delavci poročajo, da so nekatere od njih uporabili kot vabo za prijetje ter izgon njihovih staršev in sorodnikov, čeprav so bili ti v legitimnih azilnih postopkih. Protesti v ZDA sicer so, ampak... Sem tudi sam presenečen, da se ljudje dejansko bolj množično ne podajajo na ulice. Strah je predvsem pripadnike manjšin. Ameriški državljanov niti ni toliko strah, kolikor se mi zdijo, da so ali zmedeni ali preprosto tisto, ko pač človek preprosto ne verjame, da se mu to res dogaja. Tako naš dopisnik Andrej Stopar za ob 8. In pogled od zunaj. Povsod, kjer so volitve zdaj v Evropi, vključno pri nas, bi rekel, pripnimo si pasove, tesno si jih zategnimo, kajti posnemovalcev je nič koliko. Sama se ponuja asociacija na zapis Ljubljano smo naredili spet slovensko po decembrskem shodu harmonikarjev v Ljubljani, zaradi katere so Janeza Janšo mestni svetniki obtožili, da je parafraziral izjavo Adolfa Hitlerja, ki je ta izrekel na obisku v Mariboru 26.4.41, naredite mi to deželo spet nemško. Ampak ne bomo zavili k prvaku desnice, o katerem imamo že vsi izdelana mnenja, pač pa k Zoranu Stevanoviću. Ali to pomeni, da vam je bliže vlada leve sredine? To ne drži. Prav žal mi je, da se niste mogli pripravili na ta intervju. Mi smo pripravili. Dobro, nadaljujte. Tako je skušal v Odmevih šolati gospod Tanjo, kot naslavlja voditeljico. Stevanovićevo protisistemsko stranko Resnica, kjer je proticepilstvo samo še ena dodatna etiketa, ki nas krasi strani tisti, ki nimajo drugih argumentov. Ankete že nekaj časa uvrščajo v državni zbor, pri sestavljanju vlade pa jo omenjajo kot jeziček na tehtnici. In ta jeziček je spolzek, ni enotnega mnenja, ali ga ankete podcenjujejo ali precenjujejo. Ali je Janšev trojanski konj ali ravno obratno. Sam je podpisal in overil izjavo, da z Janšo ne bo sodeloval. In ko smo pri trojanskih konjih, je to Anže Logar ali pa vendarle ne? Vsekakor se trudi javnost prepričati, da išče tretjo pot in da je zanj edina v raznobarvni koaliciji. To je naš podstat. To je naš, recimo, pika, dokončna pika, kar se tiče prihodne koalicije, ker v nasprotnem primeru se bomo vrteli v krogu in bomo gledali še, 4. ponavljanje enega in istega scenarija. Zadnja volilna napoved Mediane je v parlament postavila 7 strank, 42 sedežev na desno, 40 na levo in 6 resnici. Kot je slikovito povedala prva dama javnomnenjskih raziskav Janja Božič-Marolt, pa je z napovedmi tako. Če mi ves teden sprašujemo ljudi, katero meso bodo jedli to nedeljo,
smo naprimer tokrat ugotovili, da jih četrtina ne bo jedla mesa, preostali pa so izbrali svinjsko, govedino, perutnino in tako naprej. Kaj se bo pa do nedelje zgodilo? Ali bodo popusti, ali bo prišla še tašča na kosilo, ali bodo 3 za 2, 2 za 3 in tako naprej, tega pa ne vem. Tisti z minimalno plačo bodo glede mesa kmalu imeli kakšno dilemo manj. 1000 evrov neto je predlog ministra Mesca, ki je včeraj tudi dokončno obveljal. Tudi tukaj očitno obstajata paralelna svetova. Poraženci pa mislimo, da bomo vsi. Potrebno se je zavedati, da podjetja, celotno gospodarstvo, rezerv nima več. Drži pregovor, da sita vrana lačni ne verjame. Prav pred sabo imamo čist elementarno vprašanje, ali želimo, da lahko delavec, ki dela polni delovni čas, dejansko s svojim delom preživi, ali bomo prišli v nek ameriški scenarij, kjer je to, da upravljaš 2, 3, 4 različne šihte, zato da lahko pač plačaš najemnino in napolniš hladilnik, postala tudi v Sloveniji norma. Amerika v kolektivnem imaginariju že dolgo ni več dežela sanj, ampak prihodnost, ki se ji želimo izogniti. V Evropi smo že dolgo zelo samokritični. Morda je čas za malo zanosa, ker gre marsikaj vendarle v pravo smer. V večini sveta je to, da dostojno živiš, sreča. V Evropi je to še vedno ambicija sistema. Glavogor Evropa. Podpis Urška Sobočan Ivanović in Mirta Berlan.